6 prestižnih avtomobilov, tokrat prvič razdeljenih v kategoriji limuzin in luksuznih terencev, in 10 uglednih slovenskih direktorjev, letošnjih članov žirije izbora Poslovni avto leta. Kombinacija, ki obeta zabaven, strokoven dan in zanimiv razplet. Kak merljivih kriterijih določimo finalista in finalisti so danes tukaj. Štart v Tacnu, razporeditev po avtomobilih in vožnja do Vranskega. Prihod v AMZS center varne vožnje na Vranskem in uvod v uradni del dogodka, preizkušanje na poligonu. Predlagam, da se bomo kar odpravili dol do avtomobilov, pa začnemo voziti. Jaz sem prepričan, da Tesla ima tukaj več let prednosti pred vsemi drugimi proizvajalci. Dejansko je za opaziti zadnjih par let padec števila, torej frekvence škodnih dogodkov, ampak istočasno zaradi vseh tih nadgradnji v avtomobilih, zaradi teh ne samo asistenčnih sistemih, ampak celotne vrednosti dodatne opreme, se je povprečna cena škode zelo močno zvišala. Moj oseben je absolutno limuzina. Poslovno, privat, vedno nekako bolj nizki avtomobili, bolj s nekim športnim pridihom. To pa preizkus, kako se limuzine obnašajo na drsni plošči, ko zadek nenadoma zasuka v levo ali desno. Kako se v istih pogojih obnašajo težki luksuzni terenci in kako se letošnji finalisti in izkušeni vozniki znajdejo med stožci. Jaz osebno bi rekel, da še vedno za službeno vozilo bi jaz reči izbral limuzino kot terenca, predvsem iz razloga zaradi udobne vožnje, predvsem če se gre delati daljše razdalje. Zdaj, nekdaj smo se vozili tudi recimo v Belgiji, ko mi delamo dosti z avtom, pa nazaj zdaj letimo, so pa razdalje recimo tam do 300-600 km na dan, mislim, da je lažje narediti z limuzino kot z športnim terencem. Vozim pa oba, tako da bi rekel, da bi se vseeno za službenega odločil za limuzino. Leta, ko se bližamo že tistim občutljivim letom, je sigurno terenc oziroma ta poslovni terenc, lažje se usedeš noter, jaz pa še zmeraj prisegam na limuzine. Ja, do zdaj sem imel klasiko. Pri odločanju za nakup novega avta sem probal tudi 2 SUV-ja, ampak nista me še navdušila, mogoče niso še leta prava, tako da mogoče v prihodnje. Zaenkrat še zmeraj limuzina. No, vsekakor je prva stvar, ki je pomembna pri teh mojih 50 do 60 tisoč kilometrih na leto, varnost, druga na nek način komfort in tretja ekonomičnost avtomobila. To so 3 glavni elementi, zdaj kateri od teh pretehta pri izboru avtomobila je sicer druga stvar. Testi smuči so ravno tako popularni kot testi avtomobilov, pri čemer so rezultati zelo subjektivni občutek testerjev, zato je tudi nabor testerjev toliko širši. Vendarle se postavijo neki kriteriji, sprav katere parametri se ocenjuje, kratki zavoji, dolgi zavoji, ali smučka drži, po domače rečeno, v zavoju ali ne. In na podlagi pač te subjektivne zaznave smučarja potem vendarle ravno tako pridemo do nekih ocen, ki na koncu dajo nek rezultat. Ni pa nujno, da smučka, ki je imela najboljše ocene, dejansko ti kot tebi, kot uporabniku, je najbolj na kožo pisana z vidika izkušnje. Saj pri avtomobilih verjetno podobno. Sem jo tudi že testiral, pač to varianta od Tesle, pol avtonomno, ampak je vseeno, se mi zdi preveč spremenljiv, se še dogaja in ne vem, kako bo avto odreagiral v primeru, da ima na desni strani mlado družino, na levi ima tudi nekoga v avtomobilu in iz strani gre čez rdečo kolesar. Čeprav tudi, kako bo tam človek odreagiral.
Ko so se dodobra ogreli, so člani žirije sedli še za volan vročega roadsterja. Popolnoma novega BMW Z4 M40i s 350 iskrimi koniči, igrivim zadkom in zvokom, ki boža ušesa, ter se podali na lov za sekundami. Progo so najhitreje prevozili, na koncu pa še uradni del dneva. Ocenjevanje najboljših menedžerskih avtov in luksuznih terencev. Pa si poglejmo, kako so glasovali direktorji.